Sharon Stone slovenske politike. Res je, bravo. Ja. Tle imamo enega. Deželak obožuje Sharon Stone. Kakšna je razlika med mano pa Sharon Stone? Kakor jaz nosim spodnje perilo, Sharon ga pa ne. Tako da tista kamera po moje lahko ugasne. Mihotovi problemi. Misliš, da ti lahko pomaga ali ne? Do zdaj mu ni noben nič pomagal. Ja, ampak pač probam pa lahko, ne. Probaš pa lahko. A tako da jaz rešim te probleme. Ja, Ja, če se da. ja. Pač. Razmišljal sem malo že naprej v teh počitnicah poletnih, ne. Zdaj se bo spet lahko malo bolj kam šlo, pa tako naprej, ne. Sam po drugi strani pa to drago, ne. Če imaš pač familijo, to ni pocena, ne. Kaj se bo kaj izplačalo letos, pa glede tega dopustovanja pa to. Zdaj med prvomajskimi verjetno ni časa, kaj je še tako. Jaz imam zdaj občutek, da ne bom vedela pomagati pri tem problemu. Kaj bi najprej? Pršut je bilo, ne? Najprej ta neki pršut, pa je zaston, pa te neke aferce. To je bilo prvo. To je to, ja. Pa je ta Izola, ne? Pa Izola nočita. Služben obisk, pa otroke sabo, pa pač bo prespala, pa zaston, pa tako naprej, pa bomo zrihtali, pa tako, pa prije stanovanje. Pa problem, ki pivče pa živi. Pa se ne neha. Se kar ne neha. Ampak ne kar stanovanje. Ja. A veš, preveč je na ključi. Ta kolega, ki neki se poznate iz Ormoža, ki oddaja to stanovanje, pa če pa cena 1700 evrov za kvadrat. To je za kupiti. Ampak, Denis, mi smo rekli, da gremo v Ljubljano tako začasno živeti, kar v bistvu jaz ne vem. Prodaš ga za 400. Ja, pa ne greš takoj kupiti stanovanje, tako, ko se odločiš. Za 144 evrov, 80 kvadratov, kupiš ga takoj, ker ga boš za 400 so ga vsi za to kupili, to je tla so se. Ja, ali pa ga boš enemu oddala za Jurija 200. Jaz, ko sem se preselila, so bile stanovanja prodane najbrž. In jaz nočem tla kupiti stanovanja, dokler nisem prepričana, da bomo res v Ljubljani ali pa tla živeli. Vsi se tako pogovarjamo, malo razmišljaš, koga bi rajš, da te rešuje, ne? Se pravi, nekdo, ki ima veliko premoženja, a nekdo, ki ga nima. In smo se nekako vsi strinjali, da valjda, da imam rajš, da me rešuje nekdo, ki ima, kot pa nekdo, ki nima, ker pa imam občutek, da bolj kot mene rešuje sebe. Ampak kako misliš, da nimam? Jaz mislim, da materialne stvari niso vse v življenju. Niso vse, je pa problem. Ne, ni problem. Jaz nimam nobenega problema. Živimo čisto normalno življenje, uživamo v stvarih, ki jih radi počnemo. Aleksandra, 1200 evrov za najemnino, če bi imeli vsi 1200 evrov, da lahko za najemnino plačujemo in ob tem normalno živimo, potem se lahko pogovarjamo, da ni problem. Jaz nikoli v življenju nisem stremela k temu, da kopičim blazno materialne stvari. Moram pa reči, da zelo živimo tako življenje, kot pač nam ustreza. Gremo v hribe, gremo kakšenkrat kaj pojest in v bistvu uživamo v tem, ne pa v tem, da z blaznimi krediti kopičimo materialne stvari. In jaz mislim, da v tem ni čist nič napačnega. Jaz zaradi tega čist nič ne trpim. To je pri nasprotnem spolu najbolj občudujem. Karakter, tako simpatičnost, zabavnost, pa sproščenost. Malo sem za farbo zdaj. Se prepoznal. Jana ima eno teorijo o blondinkah. Blondinka načeloma lažje pride skozi življenje kot temnolaska ali pa rdečelaska. Jaz mislim, da se moramo v resnici ženske veliko bolj dokazovati tako sposobnostmi, znanjem, da ta lep izgled celo tako je hendikep. Tudi koncu si rekel, da se zdaj boš počutiš vseeno, kaj si se prej kot rdečelaska. Ampak zaradi sebe, ne tako zaradi okolja, zato, ker sem se jaz. Meni je tako, bom rekla, zelo pomembno, da se jaz dobro počutim. Kako so pa moški reagirali, ko se je barva spremenila? Jim je všeč. Vsi rečejo boljše. S kom bi rajš? Janša ali Golob? Če bi lahko izbirala tako čist na free, bi rekla celo tako z nobenim, ker vsak ima svoje probleme, pa svoje. Plakate. Zakaj jih imate tako malo? So nam jih strgali. Zakaj jih imate tako malo? Jaz mislim, da imamo plakatov gliš čisto običajno, kot jih imajo vse stranke. Res? Ne, ja. Zdaj ne vem, če imate to. Jaz se ne strinjam s tem, da imate čisto normalno število plakatov. Jaz imam občutek, da imate več plakatov kot članov stranke. Ne? Mislim, da imamo tako, mogoče so bolj koncentrirani tle v tem centralnem delu Slovenije, pa jih je nekoliko manj na podeželju. 14 dni potem... Vi krivite novinarje. Med sabo si to počnete. Ne, jaz krivim novinarje, pa ne krivim, tako bom rekla, zamerim temu,
da se potem ena taka afera izpostavlja 3 mesece, da se objavlja imena, slike otrok. A veste, kaj rekel moj sin po 3 tednih? Ko noben mi ni zameril, jaz sem se jima pol opravičila, seveda, ker sem jaz kriva kot politik, je rekel, mami, a veš kaj, počutim se tako, kot en kriminalc. Kot da smo ubili koga v tej državi, 3 tedne, ampak res čist vsak medij, ki smo ga prižgali, je kazal sliko Naja in Sveta Pivca. Medtem, ko imamo 10-krat večje afere, 10-krat večje afere, večjih zneskov, večjih dimenzij in o njih ne govori noben. To zamerim medijem. To ni treba medijem, to morate zameriti svojim kolegom, politikom. Ok, kaj boš počela po volitvah, če ne rata priti v parlament? V službo bom šla. Kam? Ne, o tem še ne razmišljam, ampak najbrž tako nekaj svojega področja, kakšno razvojno. Jaz sem še vedno razvojnik po duši, še vedno pogrešam področje razvoja. Andrew, najprej imamo karikaturo. Opa! Zakaj pa oko? A sem tukaj jezna? Karikatura je, kar malo to je to. Imaš pa Gucci vile. Vsak je dobo pol še tudi poleg karikature Andrew. In zdaj mi razmišljamo, kaj bi komu kaj dal. Kaj dati človeku, ki je praktično rab vse. In... Ministre, kje stanovanje kupili? In pol, Jana reče nekaj, Miha reče to in tako naprej. In smo rekli, lej, brez veze, najbolj zdaj damo 20 evrov, ne si sama kup. In to je to, kar rab, čau, in je to. Zelo lepo. Res nismo prišli na idejo. V resnici meni 20 evrov zelo veliko pomeni in imam že milijon idej, kaj si bom z njimi kupila. Najlepše hvala.